Poslovanje družbe se je poslabšalo, odkar so brutalno, nasilno razrešili prejšnji nadzorni svet in ta aktualni nadzorni svet, ki se danes poslavlja, je prav na takšen način razrešil takratno upravo, ki je imela rekordne rezultate. Od takrat naprej so ti rezultati in tudi dividendna donosnost slabši. Jasno pa je, da dejansko, če so okoli nas posledice pandemije v obliki zaprtja tovarn, pa se to pozna tudi na blagovnih tokovih. V prvem kvartalu so se številke popravile, par razlogov je bilo povedanih. Pričakuje se, da se bo ta dejansko blagovno poslovanje pa tokovi stabilizirali do konca leta. Izrecno pa sem pozdravil na skupščini tokratno ravnanje Slovenskega državnega holdinga kot upravljavca državnega premoženja, torej večinskega v Luki Koper, da so sledili našemu apelu in tudi prizadevanjem pobudam v zadnjem dnevu, ko je bilo moč razširiti dnevni red. Namreč na skupščini ni bil sploh podan predlog za nove člane nadzornega sveta, niti te točke dnevnega reda, kar je sila nenavadno prvi takšen primer, ki smo ga videli, zasledili v vsej 16-letni praksi združenja, glede na pomembnejše družbe, kjer je dolžnost nadzornega sveta, da ob izteku mandata seveda pravočasno predlaga takšno točko dnevnega reda in imenovanje novih članov. Nastopile bi nepredvidljive katastrofalne posledice lahko, kajti Luka Koper bi v takšnem primeru, če ne bi odreagiral Slovenski državni holding, ostala brez nadzornega sveta in s tem bi nastopili seveda neslutene posledice in pogoji za poslovanje, torej spet neke vrste destabilizacija razmer v Luki Koper, tako kot smo jim bili v preteklosti že priča sicer strani ravnanj drugih odgovornih na tem mestu. Še en zanimiv sklep je bil tukaj, uprava je predlagala poravnavo v primeru TTI podjetja, glavni delničar je temu nasprotoval. Kako bi komentirali ta razplet dogodkov? No, uprava je naredila svojo domačo nalogo, kar se tiče vidika racionalnosti, no. Tako da predlog uprave je samo na temu, vse ostale predloge jasno uprava ne more v takih širino obravnavati. Se pravi, da se izterja samo dober odstotek od tega, kar se nekako pričakuje? Ja, no, tako kot je bilo tudi v gradivih navedeno, uprava je ocenila izterljivost in pa vse ostale tako imenovane pomembne podatke, ki so vplivali na odločitev in predlog vlade, predvsem z racionalnega vidika. Torej se spor še bo nadaljeval, ne? Ja, tako je bilo danes odločeno. Kaj pa kvalifikacije Rada Antoloviča? No, jaz kot aktualni predsednik nadzornega sveta seveda želim novi ekipi uspešno delo v dobro družbe. Mislim, da je SDH pri vseh sledil svojim notranjim postopkom. Te niso, bi rekel, povsem enostavni. Kandidati, tudi obstoječi kandidati, ki dobivajo ta tretji mandat kot gospod Antolovič, se morajo predstaviti kadrovski komisiji. Kadrovska komisija bi morala v okviru tega postopka upraviti verifikacijo diplom, ki so bile danes izpostavljene kot vprašljive. Podatki za prvi kvartal kažejo mnogo bolj svetlo prihodnost. Upamo, da bi se tako nadaljevalo, želimo si tega milijona kontejnerjev. Končno, bili smo že dvakrat zelo blizu, enkrat samo 10.000 kontejnerjev pod milijonom, upamo, da bomo proslavili naslednje leto. Drugače pa je trend vsekakor dober in pristanišče bo raslo, to seveda. Delavci smo tukaj, pripravljeni smo na konstruktivno sodelovanje v korist podjetja Primorske, Slovenije, kot vedno nas že poznate, mi smo tu.